Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Kakšna je krvna slika slovenskega gospodarstva in kje smo v primerjavi z Evropo? Kakšna je naša dodana vrednost in kdaj bi vendarle lahko dosegli tako želenih 100 000 evrov na zaposlenega? Kako uspeva našim najboljšim in kaj je skrivni recept za, pozor, skoraj 200 000 dodane vrednosti na enega delavca? Ter tudi izjemne zgodbe podjetij PP Agro, Labena, Fotona in Steklarna Hrastnik v tokratnem podcastu o, če strnemo, nadpovprečnosti. Ali ste se kdaj vprašali, kdo v Evropski uniji dela največ? Po podatkih Eurostata je na vrhu lestvice Grčija, kjer delavec v povprečju na teden oddela 41 ur. V Nemčiji delajo 6 ur manj, na dnu lestvice pa je Nizozemska s 33 urami. In kje je Slovenija? Pri nas je po tej lestvici posameznik v enem tednu v povprečju v službi skoraj 40 ur. Glede na to, da pa ni pomembno, koliko se dela, ampak kaj se v tem času naredi, je na mestu, da se vprašamo, koliko smo sploh učinkoviti pri svojem delu. Ena večjih težav slovenskega gospodarstva je namreč dodana vrednost na zaposlenega. Ta je skupaj s produktivnostjo najpomembnejša za gospodarski napredek in stabilnost. Po podatkih AIPES je lani neto dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji znašala 61 000 evrov. Ta kazalnik razmerja med prihodki podjetja po odštetju stroškov materiala in storitev ter številom zaposlenih, ki poleg tehnologije, inovacij in blagovne znamke ustvarja dodano vrednost, je tako nizek, zato ker slovenska podjetja nasplošno, če že dosegajo skromen napredek pri produktivnosti, opazno zaostajajo v primerjavi z drugimi državami Evropske unije pri naložbah, vlaganjih v raziskave, razvoj, nove tehnologije in modernizacijo, stroje in opremo, prav tako pa šepa vlaganje v znanje zaposlenih. Poglejmo nekaj uspešnih poslovnih zgodb, ki precej dvigujejo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Z vami je Katarina Matejčič. V športu zmagaš na olimpijskih igrah, ki si za zmeraj prvak, olimpijski prvak ali pa svetovni prvak. Ne. V poslovnem življenju si dober samo to, kar si zadnje leto. Ne. Tako da za nazaj je vsak lahko pameten. Ne. Rečeš, si bil uspešen in potem začneš nazaj ugotavljati razloge, zakaj si bil uspešen. Ne. Nazorno dejstvo, da podjetja ne morejo spati na starih lovorikah, opiše Matjaž Lukač, dolgoletni direktor Fotone. In res, eno slabo leto, kaj slabo leto, Armagedon, lahko izniči celotno trdo delo zadnjega desetletja in ti v le nekaj mesecih dodano vrednost na zaposlenega iz več kot 140 000 evrov dobesedno zradira na vsega slabih 18 000. A še vedno smo tu, še vedno stojimo in zdaj gre lahko samo še navzgor, je optimističen Dejan Pernat, prvi človek podjetja PP Agro. Trenutno pravzaprav stvari kažejo, da bojo ostale plus minus enake, ampak smo pa zadovoljni ne glede na to, da je rezultat v lanskem letu bistveno slabši, kot je bil pa leta 2022, zaradi tega, ker smo preživeli. Slovensko gospodarstvo seveda več kot samo preživi, a zadnja leta so številke neizprosne. Padli smo na lestvici konkurenčnosti, bistveno pod povprečjem Evropske unije smo pri produktivnosti, enako pa velja za že nekajkrat omenjeno dodano vrednost na zaposlenega. A vse seveda ni tako slabo. Zato celo tujci, tudi dobro izobraženi, razmišljajo o selitvi na sončno stran Alp. Dokler je jasen Borut Čeh, solastnik družinskega podjetja Labena, jim ne poveš, kakšna plača jih čaka. Na računu. Ljudje v tujini gledajo bruto 1. In ko vi Angleži povete, da je bruto 1 na mesec recimo 7 000 ali pa 8 000 evrov, on reče v redu, koliko je pa neto. In ko vidi izpis, reče, super je Slovenija, I like Slovenia very much, but no thank you. Podcast Finance. In če se vrnemo na začetek k dodani vrednosti. Zakaj je tako pomembna in kaj nam ta številka sploh pove, razloži Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije. Kaj je za nas relevantno je dodana vrednost, kajti dodana vrednost pojasnjuje potem tudi število delovnih mest, pa v bistvu plače teh zaposlenih. Po domače povedano, če imamo mi industrijo, ki je precej sofisticirana, recimo govorimo o farmaciji ali pa zahtevni elektronski industriji, imamo dva tipična primera, recimo Krko,
ali pa Novartis, in pa na drugi strani recimo Fotono. So to pač podjetja, ki zaposlujejo pretežno zelo visoko izobražen kader in jih seveda dobro plačujejo. Hkrati imajo seveda tudi nekaj ljudi za srednjo šolo, ki jih potrebujejo, ampak tudi njih nadpovprečno dobro plačujejo. Pač to so industrije, ki si to lahko privoščijo in hkrati zelo veliko vlagajo v njihovo izobraževanje. Tako da ta struktura gospodarstva v Sloveniji se spreminja na bolje in dejansko podatki točno to kažejo, da tam, kjer je bila nizka dodana vrednost, ta podjetja ali so v Sloveniji propadla ali so pa morala del proizvodnje pač prenesti. Seveda ne vsa, prav vsa pa imajo zadnje leto nehote pomoč, visoko inflacijo. Z njo je doseganje nominalnih ciljev, pa čeprav smo na povprečju države daleč od želenih 100 tisoč na zaposlenega, bistveno lažje, piše Stani Ivanc in napoveduje, da bi gospodarske družbe že letos lahko dosegle 60 tisočakov. Kako pa nam kaže za naprej? Tukaj menimo, da cilj 90 tisoč do leta 2030 bi še nekako bil dosegljiv, če imamo do takrat 6% rast produktivnosti in če imamo recimo v tem obdobju povprečno inflacijo 2,5%, da bo še nekoliko povišana, je to realno 3,5%, kar je glede na pretekle cilje tudi zelo ambiciozen cilj. Tako da 100 tisoč evrov res je izjemno težko doseči, ne glede na to, če bi država celo podvojila sredstva za raziskave in razvoj oziroma bi pritegnila več novih investicij, v tem primeru bi mogoče nam uspelo, ampak tukaj govorimo o ranga tujih investitorjev, kot zdaj recimo Novartisova investicija x5, da bi v tem primeru tako bistveno dvignili produktivnost. Na srečo Novartis in z njim tudi Sandoz nista edina. K nam vlaga vse več pomembnih igralcev, ki so svojimi temeljnimi kamni naredili že pravi mozaik. In to kljub naši majhnosti. Slovenija ni Turčija, Slovenija ni Romunija, je majhen trg, Slovenija ni Poljska. Slovenija zaradi svoje majhnosti je redko kdaj v bistvu tarča velikih investitorjev. Primer Tesla verjetno ne bi nikoli postavila tovarno v Sloveniji, preprosto ker ni zadostnega kadra in kapacitet. Na drugi strani pa imamo neke investicije ranga 30 do 50 milijonov, kjer nekako imamo neko tržno nišo. A tujci niso dovolj. Sami moramo narediti več, biti moramo pogumni, drzni, vztrajni in tudi veliko potezni. Torej, redko katera podjetja so zelo ambiciozna. Zakaj govorim? Ker ti določenih dejavnostih, praktično, če nimaš nekega regionalnega, globalnega tržnega deleža, preprosto ne moreš imeti tako visokih zaslužkov in če nimaš visokih zaslužkov, tudi nikjer nimaš priložnosti, da nekako investiraš v raziskave in razvoj. In tukaj imamo mi glavni izziv, če imamo mi pač podjetja, ki so zadovoljna z svojim stanjem in niso tako ambiciozna, da bi jih svojega mogoče dobavitelja kupilo ali pa celo svojega kupca, potem dejansko ne moramo dosegati, ko bi rekel, tudi više produktivnosti. In prav pri produktivnosti smo še posebej slabi. Lani smo dosegli vsega 82% evropske, kar je celo manj kot leto prej. Zato so širitve oziroma prevzemi še kako pomembni. Pa bom povedal samo primerno. Ena izmed investicij, ki je nedavno bila ena izmed največjih izhodnih tujih investicij, je bil pač nakup Komercialne banke s strani NLB-ja. Finančna industrija tukaj seveda v regiji vidi priložnost. Mimogrede, finančna industrija gre vedno tam, kjer so tudi naša podjetja. Torej, naše banke verjetno ne bodo nikoli v Latinski Ameriki, kajti tam ni naših podjetij. Tam, kao naša podjetja so, tam so pa seveda tudi naše banke. Tako da hočem samo to povedati, ta primer, kako pomembno je, da dejansko tukaj dosežemo vsaj znotraj regije še večje tržne deleže, ker potem bo tudi del dejavnosti, ki so podpora našim dejavnostim, lahko nekako dosegalo enako rast poslovanja, pa kar je še to pomembno, da je pomembno, kje je sedež podjetja. No, to, da v bistvu imamo uspešna podjetja v Sloveniji, pomeni, da tudi vrsto poslovnih funkcij, ki bi sicer jih izvajali v drugih državah, kjer so naše tu investicije, jih izvajamo pri nas. Seveda pa bi bila pri tem dobrodošla tudi pomoč države, politike. Kje pa bi želel, da naredi mogoče država, vlada, nekako domačo nalogo, predvsem pri razbremenitvi dela. Torej to, da nimamo razvojne kapice, je predvsem zelo velik problem pri izobraženih kadrih, medtem ko 2/3 držav to ima, pri nas je pa pač glavni problem, da imamo zelo visoke prispevne stopnje, ki smo jih zdaj še celo nekoliko povečali zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je postal obvezni zdravstveni prispevek in pa z 1. julijem naslednje leto se nekako tudi uvaja prispevek za dolgotrajno oskrbo, tako da te prispevne stopnje brez tega, da imamo neko omejitev zaradi razvojne kapice, predstavljajo res breme, kako privabiti kadre oziroma sploh zadržati kadre, tiste, ki so zelo dobro plačani. In pogosto tukaj trčimo v neke ideološke boje o tem, do katere mere sploh pravično, da ima nekdo nekoliko višjo plačo kot drugo in potem ne pridemo nikamor. Nikamor pa še enkrat ne bomo prišli brez ambicioznosti.
pa če tudi ne uspe vedno oziroma vsem. Sicer v tej fazi od 10 mogoče sta 2 propadla, ampak v njih 7-8 bo šlo pa naprej. Ne? In tukaj je mogoče tista glavna stvar, kjer imamo mi malo premalo ambiciozne MSP-je. Seveda pa to še zdaleč ne velja za vse. Nasprotno, zbrali smo 4 izjemne zgodbe, 4 recepte, kako uspeti, pa če tudi ni vedno lahko. Z vami jih delijo predstavniki PP Agra, Labene, Fotone in Steklarne Hrastnik. Smo imeli neko jasno vizijo. Potem smo imeli motivirano, strokovno in izkušeno ekipo. Potem smo vse skupaj predstavili lastniku, ki je v našem primeru Perutnina Ptuj, ki je našo vizijo sprejel in bil pripravljen podpreti to, kar je bilo potrebno podpreti to z obsežnimi investicijami v modernizacijo in pa, kar je v končni fazi pripeljalo do tega, da imamo danes najsodobnejšo tehnologijo v državi. Kadri v branži, ker delamo mi, je mogoče to še prije bolj do izraza. Mi delamo v biotehnologiji in informaciji z svetovnimi velikimi farmacevtskimi podjetji, tudi manjšimi, biotek, srednjimi in manjšimi podjetji. Danes lahko opremo v bistvu kupi vsak, sestaviti kompleksno znanje, ki bo suportirala recimo nek proces farmacije, pa razvoju, pa proizvodnji ali pa kontroli kvalitete, je pa zelo težko. Tako da v bistvu mi smo to rast črpali pravzaprav iz tukaj. Mi smo 2016 nas je bilo 35 podjetij, zdaj nas je 137 vseh, tudi promet smo v bistvu nekje okoli 600% povečali v 6 do 7 letih. Je pa dejstvo, da smo bili konsistentno smo rasli in smo se izboljševali zadnjih 20 let. Ne. Tako da verjetno smo nekaj prav delali. Ne. Če razmišljam, kaj smo prav delali, eno je bilo, da smo definirali svojo strategijo in smo se tega izredno disciplinirano držali. Strategijo smo pa postavili na osnovi čiste analize naših prednosti, slabosti, konkurence, trga. Seveda smo iskali smer, kam iti naprej in enostavno pripravili strategijo, kjer smo rekli, da usmerimo v bistvu svoje delovanje v ta profitabilni del embalažnega stekla. Pa vendarle začnimo na začetku. Pot do uspeha namreč nikoli ni tako enostavna, da bi se jo dalo povzeti samo v enem stavku, kar še posebej dobro vedo v podjetju PP Agro, ki se ukvarja s pridelavo poljščin in krmnih mešanic. Sploh, ker njihove številke nikakor niso odvisne samo od njih, ampak prevelikokrat od vremena, ki jim, sploh lani, vsekakor ni prizanašalo. Seveda smo mi te klimatske spremembe zaznali že zelo zgodaj. Zdaj, kar se tiče vašega vprašanja konkretno, ali smo spremenili nabor poljščin, ki jih pridelujemo, je odgovor ne. Smo pa spremenili agrotehnične roke, v katerih recimo poljščine sejemo, in spremenili so se agrotehnični roki za žetev. Potem v nadaljevanju, če poenostavim, vse skupaj se je zamaknilo za 1 mesec bolj rano. To je zdaj laično povedano. Ne? Kar povsem konkretno pomeni. Če smo prej koruzo sejali tam okrog 1. maja, jo zdaj že sejemo takoj v začetku aprila. Kar se je v zadnjih 10 letih, v zadnjih 5 pa še bolj, pokazalo pravzaprav kot upravičeno. Čas ni vse, sploh ker se s časom spreminja tudi tehnologija in z njo učinkovitost oziroma produktivnost PP Agra. Ja, kar se tiče tehnologij, smo mi pred dobrimi 15 leti začeli uvajati eno tehnologijo, ki se imenuje sonaravno kmetijstvo. To smo morali narediti zaradi tega, ker so nas k temu prisilile na eni strani klimatske spremembe, na drugi strani pa neka dejstva, kot je recimo dejstvo, da imamo večino zemljišč v porečjih Pesnice in pa Polskave. To so težka, ilovnata, močvirnata tla, kjer je v bistvu oranje energetsko najpotratnejša operacija znotraj same proizvodnje recimo kmetijskih rastlin. Primerjava, hektar oranja je lahko v neugodnih vremenskih razmerah pri nas trajal tudi 3 ure, danes pa 1 hektar osnovne obdelave naredimo, v 20 minutah, tudi na najtežjih tleh.
Na ta način lahko dobro kontrolirajo stroške in hkrati skrbijo za okolje, kar je vedno bolj pomembno in aktualno. To je sonaravni način, je v kombinaciji z sistemom preciznega kmetijstva omogočil dvig produktivnosti, boljšo kontrolo nad stroški, istočasno se je pa zgodilo to, da smo začeli ugotavljati, da poleg izjemno pozitivnih učinkov na samo zemljino, izjemno pozitivne učinke tudi na sproščanje CO2, kar je leta kasneje postala tema. In v bistvu porabimo pri obdelavi manj goriva pogonskega, manj škropiva za zaščito posevkov, manj umetnih gnojil in s tem zmanjšujemo po definiciji negativni vpliv na naravo. Lahko ga zmanjšajo, ne pa izničijo, zato brez zavarovanja, preventivnega in kurativnega, seveda ne gre. V bistvu se dajo zavarovati praktično vsi riziki, rečemo, vsaj mi imamo to možnost. Kar se pa tiče teh nekih preventivnih ravnanj v smislu vzpostavitve namakalnih sistemov, ja, absolutno, tudi to počnemo. Postavitve osuševalnih sistemov, ja, tudi to počnemo. Morate pa vedeti, da je recimo lansko leto, ki je bilo vsota vseh strahov, kar se kmetijstva tiče. Mi nismo imeli lani samo poplav. Poplave so samo najbolj znane, ker so povzročile največ škode. Mi smo pred poplavo v mesecu juniju imeli tudi vročinski val, ki je predčasno pospešil vegetacijo koruze in tudi drugih poljščin, kar je v končni fazi ob poplavah rezultiralo v ekstremno velikem izpadu pri pridelku. Kar sploh še ni vse. V zadnjih letih so jih močno prizadele tudi nihajoče cene surovin, ki jih nikakor niso mogli prenesti v končne cene. Za ilustracijo o volatilnosti trgov naj povem gibanje cen dušičnih gnojil skozi obdobje 2021-2023. Leta 2021 je 1 tona dušičnega gnojila januarja recimo stala 260 evrov po toni. Leta 2022 januarja je stala 1 tona 1050, da bi leta 2023 januarja stala spet približno 300 evrov po toni. Zdaj pa je to fajn pogledati v korelaciji z cenami pridelkov, pa se omejimo samo na koruzo. Pridelovalec je za tono koruze leta 2021 dobil 180 evrov, leta 2022 315, leta 2023 pa 160. To bo potem pomagalo pojasniti tudi rezultat iz leta 2023. Leto, ki so ga končali skoraj 185 tisoč evri izgube, dodana vrednost na zaposlenega pa jim je iz dobrih 142 tisoč padla na vsega 17 700 evrov. Kljub temu na svoje delavce niso pozabili. Plače v skupini Perutnina Ptuj so namreč v zadnjih 3 letih v povprečju zrasle za kar 30%. Hkrati so se domislili tudi učinkovitega iskanja novih kadrov. Istočasno smo pa pri iskanju kadrov, ki se seveda pojavlja, recimo angažirali najširšo možno bazo, to je vse naše zaposlene. In pri nas je pravilo, če v bistvu zaposleni pripelje kogarkoli iz področja, ki ga iščemo in ga po preverjanju tudi zaposlimo, dobi ta zaposleni, ki je tega priporočil, tudi finančno nagrado. Moram reči, da je to dalo več pozitivnih rezultatov, kot sem sam pričakoval. Za konec pa k preživetju in pričakovanjem za letos. Načrti za letos so podobni, kot so načrti bili za lansko leto. Tudi nekih bistvenih sprememb ne pričakujemo na področju odkupnih cen. Trenutno pravzaprav stvari kažejo, da bojo ostale plus minus enake. Ampak smo pa zadovoljni, ne glede na to, da je rezultat v lanskem letu bistveno slabši, kot je bil pa leta 2022, zaradi tega, ker smo preživeli. Strošek pa zagotovo niso najboljši kadri, saj za Labeno ne. Zaradi njih smo tam, kjer smo, je prepričan Borut Čeh, izvršni direktor podjetja, ki deluje predvsem na področju visokotehnološke opreme za farmacijo, prehrano in industrijo materialov. Tukaj gre za kapitalne investicije v najnovejšo opremo, ki jo pa je potrebno potem nadgraditi z znanjem. V
kot sem rekel, podjetje ima čez 130 zaposlenih, od tega je 20% doktorjev znanosti. Od 5 do 7% je tudi študentov, najboljših. Vseeno pa traja, in to ne samo pri njih, kar nekaj časa, da se uvedejo v delo. A tudi vse to ni dovolj. Res dobrih strokovnjakov ni nikoli lahko dobiti, še manj nikoli jih ni preveč. Sigurno med 5 in 7% kadrov je študentov, teh zberemo najboljše, jih potem tudi nudimo možnost zaposlitve kasneje, ko so že uvedeni. Morate vedeti, da pa nas je proces kar dolg. Vi ne pridete tja pa začnete delati. Mi imamo srečo, ker imamo podjetja tudi v 6 drugih državah, že 30 let skupaj, sodelujemo z univerzami, z več kot 16 univerzami, z več kot 45 fakultetami in v bistvu tukaj tudi z drugih držav črpamo kar dosti kadrov visoko izobraženih. Kar jih velikokrat rešuje, saj obdavčitev naših plač, vsi vemo, kakšna je. Slovenija pa še vedno, nažalost, za tuje kadre, visokotehnološke kadre z znanjem ni privlačna. Ne zato, ker ni dobro pozicionirana, ne zato, ker ni čista, ne zato, ker je zelena, vse vemo, da to ima. Propos vseh investicij, ki se dogajajo, in to je zgodovinska priložnost za Slovenijo, od velikih farmacevtskih v bistvu koncernov trenutno, in imamo tudi enega zelo velikega svetovnega merila v Novem mestu, je to zgodovinska priložnost, ampak problem bo nastal tukaj, da če mi ne bomo, recimo, podobno kot je Portugalska za fintech, prilagodili zakonodaje za specifično kadre v biotehnologiji, ker tekmujemo z vsemi državami v evropskem prostoru za te kadre in ne bomo prilagodili zakonodaje tako, da bodo visoko izobraženi kadri z veliko znanja, in veliko plačo imeli neke olajšave, teh ljudi ne bo. Če teh ljudi ne bo, ne bodo mogli naučiti niti naših, ne bodo mogli naučiti tudi drugih ljudi in bo industrija se počasi tudi kasneje vam pobrala. In tega si ne želimo, nasprotno. To je naša velika priložnost, je prepričan soustanovitelj Labene. In v bistvu Slovenija za trenutne investicije v farmacijo, ki se v farmaciji dogajajo v Sloveniji, ne more sproducirati kadrov, ker je premehna. Tudi če vsi Slovenci pridejo nazaj iz biotehnologije, farmacije, kemije, ni dovolj kadrov. In v bistvu mi bi tukaj rabili trenutno narediti dokaj hitro v roku 2 let, prej 1 leta, v bistvu korak naprej, da se te kadre privabi noter, ker bi, veste, farmacija je na vrhu v bistvu, bom rekel, tako imenovane prehranjevalne energije, gospodarstva, in če uspeš narediti to, kar je naredila Švica, in mi imamo to priložnost zdaj, lahko celotna država od tega, vsi sektori imajo benefit od tega, predvsem pa farmacija ima izredno visoko dodano vrednost. Ki se ne zgodi sama od sebe, ampak je pot do tja dolga in težka. Težina tega je ta, da moramo vsako leto zelo veliko vlagati znova in znova. To zgleda tako, da ko pride business case z obstoječim ali novim partnerjem, imaš 3 mesece. Da vložiš, narediš, daš to pod regulativo, pridejo pogledati in potem dobiš posel ali pa ga ne, če ne ga dobi nekdo drugi. In pri tem, da so vedno hitro odzivni ter predvsem v koraku s konkurenco, jim pomagajo tudi nove tehnologije. Robotizacijo imamo, predvsem v laboratorijih in tako naprej. Ni več toliko manualnega dela, so roboti, ki nam iz tega odpravljajo, ga sprogramiraš in tako naprej. Seveda pa ne gre niti brez vedno novih naložb. Smo končali na malo večjo investicijo, 2,5 milijonsko, gre za en nov oddelek. Večina te investicije je pa v bistvu en aparat, ki je kar redkost v Evropi, nekih mogoče 10-12 laboratorijev ima to, izven farmacevtskih. Ki seveda ni zadnja. Priložnosti je skoraj preveč, zato slabo spim, se pošali Čeh. Hkrati mislim noči to, da imamo toliko priložnosti, pa v bistvu kdaj se moramo dobro... Velike priložnosti pa omejena vreča denarja. In se moramo v bistvu dosti dobro odločiti, kam poinvestirati. Vse bo prineslo, ampak tisto, kar prinese, v bistvu po eni strani gleda tisto, kar prinese najhitreje in največ, ampak po drugi strani pa tudi, kaj prinese strateško in kaj prinese tudi to, da bo nam prineslo znanje, ki ga bomo lahko v bistvu tudi držali tukaj v Sloveniji in tudi naprej potem bili uspešni s tem znanjem. Torej sladke težave. Reciva. Ogromno priložnosti ima tudi Fotona, ki se je osredotočila na medicinske laserje, prodaja pa je predvsem zasebnikom. Z njimi je lažje, razlaga Matjaž Lukač, dolgoletni prvi človek Fotone. Razlog je bil ta, da tam je bolj racionalni način kupovanja. Ni lobiranja, ni nekih političnih vplivov, ampak se zdravniki odločajo čisto racionalno, več ali manj.
In zato tam lahko uspemo, če imamo res najboljše naprave na svetu in tega smo se striktno držali. Držali smo se tudi tega, da bo delali samo laserje in samo laserje, ki jih je težko narediti. Torej, ne more nas nek kitajski konkurent zelo hitro prekopirati. Čeprav nas kopirajo po ohišju, ne pa po notranjosti. Ne? In se je v bistvu, ker se mi ukvarjamo z medicino, v dermatologiji, estetiki, ginekologiji in tako naprej, niso samo laserji tam. Tam so tudi druge tehnologije, radiofrekvenčne, ultrazvočne. In velikrat je bilo, nas je mikalo, da bi šli tudi v drugo tehnologijo. Ampak smo se striktno držali te naše usmeritve, nam je pravzaprav na ta način uspelo, da smo res bili najboljši. Ker če se zelo razprašiš, nisi. Ne? In ta jasna usmeritev je dala tudi zelo jasne rezultate. Lani je vsak od 352 zaposlenih namreč ustvaril kar 185.000 evrov dodane vrednosti, kar veseli predvsem lastnike, že tretje, odkar so bili leta 2014 prodani. V povprečju smo rasli ves ta čas nekje 15-20% in počasi premagovali konkurenco in dosegali neke rezultate. Ne? Je pa bila razlika, ker prej smo bili v državni lasti, večinoma državni lasti in smo imeli določene omejitve, kako rast. Recimo, takrat se nisem znal predstavljati, kako bi ustanovili, recimo odprli neko podjetje v tujini, kot joint venture, kot z nekom drugim, ker bi bilo konstantno po časopisih, zakaj takšen delež, po kakšni ceni, so bile cenitve, se smo bili stalno neki obtoževani, da nekaj počnemo. In v resnici je bila ta nova lastniška struktura pravzaprav to povzročila, da smo praktično zelo kmalu potem lahko vzpostavili podjetje v Ameriki in da smo že tri lastnike zamenjali. Ne? In zdaj, ko je bilo naslednji, so bili bolj azijski lastniki, smo odprli podjetje na Kitajskem z njihovo pomočjo. Ne? Tako da v resnici lastniki so v tem smislu pomagali, ampak v glavnem smo pa se zanašamo na se. Kljub svoji velikosti še vedno delujejo kot družina. Še ena stvar, kar je mogoče zanimivo, vsaj za nas, zmeraj se obnašamo kot start-up podjetje in zmeraj nekje kot družina. One family together je naš slogan tudi znotraj podjetja, ampak tudi z našimi partnerji, distributerji in drugimi smo vzpostavili nek odnos kot družina in v resnici nam vsi pravi, da smo nekoliko drugačni, da pravzaprav ne gledamo samo na posel, ampak kot nekaj tudi na odnose. To je več kot očitno dober recept za uspeh, a lahko bi bili še boljši sploh doma, ocenjuje Lukač. Amerika je nekje 20%, Kitajska je 20%. Kje bi želeli biti boljši, je presenetljiv, bom rekel, v Evropi. Recimo Azija je kar dober trg za nas, je 50% skoraj Azija, da vse skupaj. V Evropi, ker smo tako doma, pa ne toliko. Je res, da je tudi to težek trg, tudi konkurenci toliko ne uspeva, ne? Ampak tle recimo se mi zdi, da je potencial. Ne? Sploh, ker se povpraševanje nekoliko umirja. V času krize smo zelo dobri, zdaj pa se moramo prilagoditi normalnim časom, če jim lahko tako rečemo, razlaga sogovornik. Tako kot vsa ostala industrija, naši konkurenti tudi se je malo umirila ta veliko povpraševanje in se moramo pač temu prilagajati. To bi se rekel, da je trenutno naš izziv. Je pa seveda dosti priložnosti, da samo več moramo delati, pa iskati priložnosti, kako pa rast naprej. Ne. Kar jim res dobro uspeva, bi jim o pomoči države lahko še bolj? Najraje nimamo nobenega opravka z državo. Prav preveč nas ne ovirajo, pač imajo nekaj, smeri se nekaj izmišljujejo, ampak ne toliko, da bi nas motilo. Kar bi želel je, ampak sem že obupal variant, da bo to uspelo, da bi res se vzpostavili boljši pogoj za sodelovanje industrije z raziskovalnimi organizacijami. Dobro sodelovanje znotraj podjetja pa je, poleg jasne vizije, eden od receptov za uspeh Steklarne Hrastnik. Že pred leti smo naredili zelo jasno strategijo, se spominja tamkajšnji generalni direktor Peter Čas. Pripravili 5-letni načrt te transformacije, in ki je v bistvu bila podprta strani lastnika. Zato smo tudi namenili več kot 90 milijonov evrov, zato da smo to transformirali.
in začeli najprej z ukinitvijo namiznega programa, prestrukturiranjem delovnih mest, čisto ročne manualne proizvodne v strojno proizvodno. In potem, to je bila prva faza, in pa druga faza v letu 2020 opustitev namiznega programa. In takrat smo zgradili povsem novo peč, se usmerili v embalažni program. Z novimi programi so seveda prišli tudi novi trgi. Pisarno prodajno v Edinburghu v UK-u, se usmerili v direktne odnose z največjimi brendi. Bom rekel, je bilo kar težko večletno delo, zato da smo prišli do teh kupcev in pa do najboljših produktov. Hkrati smo ves čas ogromno vlagali v avtomatizacijo proizvodnje, pojasnjuje sogovornik. Seveda posledično se je število zaposlenih iz nekaj nad 800 zmanjšalo na danes nekaj nad 500, vendar pa, če pogledamo dodano vrednost, je zrasla, kot ste rekli, nekajkrat in smo v lanskem letu prebili 100.000 evrov dodane vrednosti. Lahko pa z veseljem povem tudi, da smo, bom rekel, po prejemkih zaposlenih eni višje rangiranih v lokalnem okolju. In taki, torej visoko rangirani, so tudi njihovi ključni kupci. Naši največji kupci, ki nam zaupajo, so predvsem velike blagovne znamke. Še vedno imamo v portfelju naših kupcev, delamo največ za distributerji, ker smo pač specializirani ozko v nižje serije, z visoko dodano vrednostjo in v bistvu distributerji servisirajo te kupce, ki potrebujejo manjše količine. Pri večjih količinah, kot so določeni konjaki, viski, džini, pa suportiramo velike brende. Za nas so najbolj pomembni trgi Italija, Francija, Nemčija, Španija, UK, pa tudi, bom rekel, v ZDA je več kot 7% izvoza. In prav manjša poraba na ameriškem trgu jim je lani povzročila precej težav. Seveda niso bili edini. V Evropi so zaustavili kar 26 steklarskih peči, razlaga Čas. Med njimi smo tudi mi eno ustavili v Hrastniku in, bom rekel, na čakanje smo poslali približno 25-30% zaposlenih, tako da smo delali na 60%, kar nam je zagotavljalo učinkovito in profitabilno poslovanje. Tudi v prvem kvartalu letošnjega leta poslujemo nad pričakovanji in profitabilno. Tako da zaznavamo izboljšanje razmer na trgu, tako da zaganjamo konec maja to peč nazaj in gremo v bistvu na nekje 80% kapacitet in računamo, da nekje do jeseni bomo nazaj na 100% kapacitetah. Zdaj smo na dobri poti, a ni bilo vedno lahko, sploh kar se tiče zaposlenih, je jasen Čas. Je bilo kar zanimivo in zahtevno, predvsem zaradi tega, ker so signali iz lokalnega okolja zelo močni, se bojo zaprli, to nikoli več ne bojo nazaj zagnali, hkrati smo investiramo v Srbiji zelo močno, vse bomo v Srbiji uselili, tam je čisto druga proizvodnja in v bistvu so stroji neuporabni za delo v Srbiji in smo zelo intenzivno komunicirali. Tudi na vsakih 14 dni smo delali zbore delavcev, ljudem predstavljali, kje smo, kje je konkurenca, kje dobivamo naročila, kje izgubljamo naročila, kaj se dogaja, dokdaj bo čakanje, kaj se dogaja. Rotirali smo zaposlene na 10 dni, zato da niso, bom rekel, zgubljali maksimum na osebnem dohodku, ampak samo nekje 10%. Vseeno pa se je kar nekaj ljudi med tem odločilo za novo službo, tako da zdaj intenzivno zaposlujejo nazaj, kar jim predstavlja precejšen izziv. Zato vedno bolj stavijo tudi na nove tehnologije. Mi smo ravno letos uvedli SAP, uvedli smo MES sistem, potem povsem digitalizirali naše poslovanje, vse naše peči so na SCADI za upravljanje, tako da imamo na enem mestu, v bistvu imamo komplet ločeno industrijsko omrežje od poslovnega omrežja in tudi zaradi varnosti, kibernetske varnosti, in v bistvu nam to industrijsko omrežje omogoča, v katerega so povezani vsi stroji, peči, omogoča zbiranje vseh podatkov na enem mestu in upravljanje in analiziranje teh podatkov z umetno inteligenco, se pravi, da spremljamo dogodke iz preteklosti in se v bistvu iz teh dogodkov učimo, kako
pri naslednjem podobnem dogodku odreagirati. Hkrati s tem sledijo še enemu pomembnemu cilju – trajnosti. Vemo, da smo energetsko zelo intenzivna industrija, porabimo veliko fosilnih goriv in zato, intenzivno delamo na zelenih tehnologijah. Ravno v tem trenutku zdaj testiramo uporabo električne energije na eni peči do 40% in zmanjšamo zemeljski plin. Na drugi peči smo konec novembra naredili prvi industrijski preizkus na svetu in zamenjali 60% zemeljskega plina z vodikom. Tako da naslednje leto že dobimo prvi elektrolizer, 3 MW v Hrastnik in bomo lahko v bistvu na eni peči 30 do 60% zemeljskega plina zamenjali z vodikom in enostavno naš cilj je, da prepolovimo izpuste CO2 do 2035 in da jih izničimo do 2050. Ne? Na ta način bo tovarna z več kot 160-letno tradicijo, kjer so še pred nekaj leti večino dela opravili ročno, zaposleni pa so bili na minimalni plači, postala ena najmodernejših. S tem smo pri koncu z našimi izjemnimi zgodbami. Vsaka drugačna, vsaka posebna, vsem pa je skupno vztrajanje. Ker včasih je uspeh celo to, da preživiš, a si zato močnejši. Moš včasih v eno stvar verjeti, 3-krat padeš in potem obstaneš. Ekipo tokratnega podcasta sestavljamo Fedja Juvan, Peter Frankl, Mladen Mikovič in Katarina Matejčič. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.